govor, besede, črke, tujke, narečje, idiomi, slang, govor, 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 govor. Tudi pri sklanjanju imamo velikokrat težave, še posebej se nam zatakne, ko sklanjamo imena. Ženska, moška imena, kako je s tem, na kaj moramo biti pozorni in kje moramo paziti? Pri ženskih imenih ponavadi ni nekih problemov. Večina ženskih imen se konča na A, tako kot naprimer moje, jaz sem Urška, in se pač sklanja po prvi ženski sklanjatvi, Urška, Urške, Urški in tako naprej. Tako da ženska imena ponavadi niso problem. Imamo zdaj veliko tudi ženskih imen, ki se ne končajo na A, sploh po novem. Ne vem, naprimer Ines, se pa ta imena sklanjajo po tretji ženski sklanjatvi, ki ima ničto končnico. Kaj to pomeni? Da je pač v vseh sklonih ostane enako. Torej Ines, 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 Ines. Ni Ines. Pač sploh ne dajemo neke končnice zraven. To je to v bistvu pri ženskih imenih. Pri moških so pa tista, ki se ne končajo na A, naprimer Janoš, tukaj zraven bomo Janoša sklanjali, se pač sklanjajo po prvi moški sklanjatvi, torej Janoš, Janoša, Janošu in tako naprej. Moška imena, ki se končajo na A, naprimer Miha, se pa lahko sklanjajo po prvi ali po drugi moški sklanjatvi, torej Miha, Mihe, to je druga, ali pa Miha in ni Miha, je po prvi. Narobe je pa podaljšava s T-jem, torej da rečemo ni Mihata, to je pa narobe. Tega pa ne smemo uporabljati, čeprav vsi radi to uporabljamo. Ko sklanjamo še priimek, oziroma ko sklanjamo skupaj ime in priimek, kako je s tem? Tukaj je eno posebno pravilo pri ženskih in moških imenih. Ženskih priimkov se načeloma ne sklanja. Torej, naprimer, videl sem Melito Kontrec, ne pa videl sem Melito Kontrečevo. Ta podaljšava zdaj ni knjižna. Se pa precej uporablja, tudi v medijih recimo slišimo. Po drugi strani se pa moške imena in priimke sklanja, pač oba dela se sklanjata. Sicer tako kot je rekla Urška, moška imena in moški priimki, ki se ne končajo na A, se sklanjajo normalno. Naprimer, ne vem, Goran Dragič, naprimer Gorana Dragiča, Gorana Dragiča in tako dalje. Priimki na A se sklanjajo po drugi moški sklanjatvi. Boris Kavaca, Borisa Kavace, Kavaci in tako dalje. Ena izjema so pa še priimki, ki imajo pridevniško končnico na ski ali ški. Te pa sklanjamo kot pridevnike, ker so pač izvorno pridevniki. Naprimer Dostojevski, ni videl sem Dostojevskija ali pa Dostojevskijev kot svojilni pridevnik, ampak Dostojevskega, Dostojevskemu. Tudi svojilni pridevniki iz teh se tvorijo, pravzaprav se ne tvorijo kot svojilni pridevniki, je pravzaprav Dostojevskega knjiga, naprimer, ali pa knjiga Dostojevskega, če hočemo ven zaznamovano. Kaj se pa zgodi, če ime spustimo? Recimo, že prej smo vzeli moje ime, oziroma rečemo, govorila je Kontrečeva. Je to pravilno? To se zelo pogosto uporablja. Če hočemo skrajšati, pa govorimo o Meliti Kontrec, potem pa Kontrečeva je rekla, ampak je v bistvu to neknjižno. Zato, ker ti nisi lastnina od Kontreca. Kontrečeva je v bistvu svojilni pridevnik. In torej bi v bistvu morali uporabiti ne vem, še zmeraj ime in priimek skupaj, ali pa mogoče, če hočemo skrajšati, samo prvo črko imena, pa potem priimek. Ta podaljšava pa v bistvu ni pravilna. Pri moških pa ni problema, moške pa sklanjamo normalno, pač priimke. Dragič, Dragiča, tako kot če bi bilo z imenom.